Zdaj, ti vplivi, kakšne so znotraj stranke, seveda bi bilo z moje strani nekorektno govoriti, pa me to niti ne zanima. Zanima pa me, kaj te odločitve pomenijo za državo. Definitivno je, da z premaknitvijo kongresa v pozitivni Sloveniji niso naredili koraka za državo, ampak izključno do neke mere korak za pozitivno Slovenijo, da še ostanejo nekaj časa, torej na oblasti, ampak veste, bistvo vsega tega premika je bil Zoran Janković, da še bo nekaj časa hodil po ljubljanskih ulicah, da bodo ovadbe pri kriminalistih ostale v predalu in da ne bo šel sedeti tam, kam bi že pravzaprav moral iti, na osnovi vseh teh dokumentov, ki jih imamo tudi seveda za svojimi sinovi. Ampak odločitev kongresa mora potrditi še svet stranke, ki lahko to dejansko odločitev tudi odvrže za premaknitev kongresa. Kakšne so po vašem mnenju možnosti, da se to zgodi? No, poglejte, to bi bilo pravzaprav najboljše, če bi se to zgodilo. Kakšne so možnosti, vam seveda ne morem reči, ampak to bi bilo za državo najboljše. In potem, da bi se tukaj poslanci vsedli skupaj, brez, bom rekel, vpliva tistih, ki tukaj ne odločajo, torej tisti, ki smo bili izvoljeni, vsi skupaj. In se zavzeli za tako imenovani krizni menedžment, ki bi za nekaj časa peljal to državo naprej do seveda nekega trenutka, ki bi se dogovorili do predčasnih volitev, recimo tam nekje do evropskih maja ali pa jesen z lokalnimi. Pa vendarle, naprimer, zdaj tako je, pravijo, da so tisti, ki so člani stranke, vendarle so šli v stranko zaradi tega, ker jo je prevzel takrat in ustanovil tudi Zoran Janković. Potem se je vse to dogajalo, kar se je v preteklosti dogajalo. Vendarle, kakšen signal daje to ljudem? Mislim, sprašujejo se, ali je stranka sploh neenotna, ali je Alenka Bratušek res toliko trdna pri podpori tistih, ki bi jo morali podpirati. Vem, da se vi ne bi to dotikovali, ampak vendarle se vam zdi, da je ta enotnost, ali se zdi, da se to maje v zadnjih časih? Alenka Bratušek ni bila niti na začetku, niti v sredini, sedaj na koncu pa še toliko manj, torej ni bila suverena. Poglejte, sedaj se točno vidi, kdo jo drži na vajeti. In kako Zoran Janković potegne malo vrvico, že pade na pol stola, če še potegne malo, pa bo padla iz stola in je seveda več ni. Torej, kdaj je ne bo? Takrat, ko bo Zoran Janković to naredil, torej potegnil vrvice. Seveda niso znotraj stranke enotni, če me to vprašate. To sedaj vam povem pač tako, ko se pogovarjamo tu za temi stebri z prijatelji, ker z marsikom se poznaš tudi po kakšni drugi relaciji. Veste, marsikdo mi je rekel, veš, ampak saj jaz nisem vedel, kakšne svinjarije, v kaj je vse vpet ta Zoran Janković. Rekel, tebi je lahko, ti si bil v preiskovalni komisiji, ti si videl veliko tajnih dokumentov in tako dalje. Seveda, in ljudem je pravzaprav težko in ne vedo niti, kako iz tega dreka ven stopiti. Dejstvo je, da tako kot so nastali, bodo tudi razletele. Hvala lepa. Tudi vam. To je to.